knjigi smo namenoma tudi dodali ponatis Schumanove deklaracije iz 9. maja 1950, izjavo nazaj k koreninam Everta Jana Uvenela, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, bruselsko izjavo iz leta 92. Vse ti 4 dokumenti se nam zdijo zelo pomembni za razumevanje celotne tematike in tudi mislim in upam, da bodo pomagali razumeti prihodnost Evrope v nekem širšem smislu. Sedaj pa v koncu samo bi rekel zelo nakratko razlogi upanja glede prihodnosti Evrope. Kdo naj začne? Tukaj, gospod Fauner, prosim. Reasons for hope. Yes, is that all through history we see a process of death and resurrection. Christianity is all about death and resurrection, supremely in Jesus, but also in church history. And even when we are in the death process, we have reason for hope. We look to see what God, the Holy Spirit, will do next, because He's in the business of resurrection. Torej, razlogi za upanje skozi celotno zgodovino potekajo procesi umiranja, smrti in ponovnega vstajenja. Z Jezusom, pa tudi v zgodovini cerkve je bilo vedno tako. In moramo se zavedati, da če tudi smo v fazi umiranja, imamo vedno razlog za upanje, kajti lahko se sprašujemo in veselimo tega, kar je nakana oziroma kar ima namero storiti Sveti Duh. Bi se pridružil, mislim, da je temeljni razlog upanja, da je Bog gospodar zgodovine. In težka ura Evrope najbrž je. Ampak, in kako duh vodi zbilo, ne vemo vedno. Ampak veliko je ljudi, ki jim ni vseeno. In to je znak, da v Evropi se dogaja nek preporod. Mogoče teh ljudi 10%. Naj nas ne moti, da bo verjetno preporod zahteval več desetletij. Ampak vsak lahko naredi pri tem svoj dele še en korak. In majhen korak v tej smeri je pa bi povabil vas to, ker je družina že objavila. Tudi gospod Fonten je v tem gibanju bil na začetku, ki je skupaj z katoličani, pravoslavni protestanti, skupaj z Evropo pobuda, ki povezuje laična gibanja. In pred praznovanjem 60-letnice Rimske pogodbe, ne samo, da bo papež srečal voditelje Evropske skupnosti, to poslušamo, poglejmo, bo obedenje po celi Evropi, in to protestantom, evangelijskim kristjanom, pravoslavnih katoličanov, tudi v Ljubljani, torej, če to želi, se lahko pridruži, ali sam prosi, tako kot je družina objavila na svojem mestu, ker ne gre za dogodek, gre za to, da se proces prebudi in vsak je pri tem ključen. Noben ga ne sme opozarjati. Voditelje, kot je Fonten, pa ne pozabo svojih politik. Razlogov za upanje, razen teh, ki so omenjeni, ki so edini trdni, ni res na pretek. Ampak jaz mislim, da eden od njih je, da je ta zasnova integracijskega procesa, kakršnega je zasnoval Schumann, ta DNK je v bistvu tako odporen, zato ker je tako smiselno zasnovanega, celo tako veličasten in močen voditelj, s tako močno željo to v bistvu zaustaviti in spremeniti v temeljih, kot je bil De Gaulle, ki je tudi osebno na nek način sovražil Schumana, ni uspel. Njemu ni preostalo drugega, da je na koncu ugotovil, da je to struktura, ki v bistvu tudi njemu vendarle prinaša velike koristi. Mnogo je bilo kasneje voditeljev ali pa kriz, ki so ogrozile projekt. Mnogo je bilo tudi na drugi strani
napuha, neutemeljenega, ki je tudi projekt morda po kakšni poti prehitro peljal naprej. Ampak poslej je projekt preživel. In po drugi strani se mi zdi, eden od razlogov za upanje je tudi dejstvo krize. Ljudje se vedno bolj soočajo z dejansko stvarnostjo, z vso možno omejenostjo na eni strani, obljube, ki jih daje vizija družbe, potrošništva, so nekako zadele ob določene meje, za katere se ljudje niso zavedali, da obstajajo. In po drugi strani je politična realnost taka, da ljudje spoznavajo, da smo dejansko odvisni od sodelovanja vseh. Krize, s katerimi smo soočeni, presegajo zmožnost katerekoli posamezne države članice. Seveda, na eni strani je mnogo odgovorov, ki so rojeni iz neke nostalgične jeze po morebitni nacionalni samozadostnosti. In od tod se poji mnogo populizmov. Ampak po drugi strani so pa etablirane elite zdaj soočene z temi dejstvi. In če bodo hotele politično preživeti in ta interes imajo, ta interes ima vsaka politična elita, potem na koncu bo morala spoznati, da je možno edino skupna pot naprej. To je edini odgovor in v tem vidim njegovo upanje. Hvala lepa. Dobro, po koncu bi se jaz lepo zahvalil gospodu Fountainu, ki se je ljudno odzval vabilu, prišel v Ljubljano, se predaja že na 2 dogodkih, tudi danes bo še sodeloval na 3. srečanju. Predvsem se mu pa zahvaljujem za to, da je Preroško prevzel vlogo oznanjevanja teh idej in teh misli, ki so tako nujno potrebne v tem zgodovinskem evropskem trenutku. Rad bi se zahvalil vsem navzočim, piscema, avtorjema sprednjih besed in hvala tudi za sodelovanje na današnji tiskovni konferenci. Pa mislim pa, da ob koncu pa velja tudi aplavz za izjemno tolmačico, ki je tako zvesto, da je